Letošnja prvomajska budnica je v občini Krško potekala drugače, kot smo bili vajeni doslej. Tradicijo ste letos zaradi znanih razlogov morali prekiniti. Kljub temu ste godbeniki pripravili virtualno budnico. Tako je. V bistvu je nastala ta ideja en teden nazaj. Namreč zdaj je to obdobje, ko se povezujemo z ljudmi preko Skypa, preko Zooma. In tako smo dobili tudi to idejo, da se povežemo godbeniki med sabo in probamo obiskati ljudi ravno na ta način. Hvala Bogu smo se obrnili na pravo osebo in je ta ideja hitro obrodila sadove. Nataša Šervec, predsednica Krajevne skupnosti mesta Krško, je takoj pristopila k tej ideji in nam pomagala v povezavi z mediji, se povezati z mediji. Tako da smo v tem preteklem tednu smo v bistvu delali praktično samo še na tem. Izbrskali smo razne slike oziroma fotografije in pa videe iz preteklih let. Hvala Bogu, imamo pač zelo bogat arhiv v našem orkestru. Tako da smo pobrskali vse, kar se je kadarkoli dogajalo v okviru budnice in smo videli, da lahko izvedemo kaj takega. Potem smo mogli še se pozanimati, kdo od godbenikov je pripravljen, da se ga vidi tudi takole prek televizije. In smo v bistvu, posneli smo potem, smo se povezali preko Zooma. Kontaktirali smo tudi ljudi naokrog, kamor ponavadi tudi zahajamo vsako leto. V Leskovcu pri Krškem smo se povezali z gospodom Edom Komočarjem, podžupanjo Nušo Somrak, potem z Janezom Kerinom, predsednikom Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Kot vsako leto smo šli tudi do župana, se povezali z družino Sotošek, s katerimi konstantno sodelujemo. Letos smo naredili tudi eno izjemo, namreč po tam nekje 30 letih po moje, pa 40 že, smo se zopet povezali s Pihalnim orkestrom Senovo in na tem smo zelo navdušeni, da lahko izvedemo to budnico, to virtualno budnico z njimi. Tako da se nam je pridružila tudi Maša Žveglič, dirigentka Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo. Pridružil se nam je tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je doma iz Koprivnice, tako da smo vedeli, zakaj smo njega povabili, da mu pač tako kot njemu in vsem Senovčanom zaigra pihalni orkester, domači pihalni orkester. Potem pa seveda smo še se povezali z krajani Leskovca to sem že povedala, Dolenje vasi, gore, zdolj, z vsakim smo majčkeno pokramljali, malo obujali spomine in vsakemu smo seveda potem tudi na koncu zaigrali. Tako da nekako tako je vse skupaj potekalo in zelo sem vesela, da nam je pač to uspelo v tako kratkem času. Bilo je kar v bistvu veliko povezovanja, veliko dela, ampak nam je ratalo. Virtualno ste se sprehodili po krških ulicah in obujali spomine z občani. Tako. Začeli smo, tako kot vsako leto, smo začeli na Resi in smo tudi prikazali, kako je takrat ob 3:30 zjutraj, ko mi hodimo. Ponavadi nas ljudje spremljajo tako skozi okno, tokrat smo jih pa popeljali prav noter v orkester. Tako da upam, da bo zdaj to neka nova priložnost, da vidijo, kako se mi takrat počutimo, ko hodimo. Kako je bilo sicer z organizacijo tega projekta? Tu so vam pomagali tudi iz Krajevne skupnosti mesta Krško. Tako. V petek, prejšnji petek, to pomeni samo en teden nazaj, smo poklicali Natašo Šervec in se mi na kratko obrazložila, Nataša, jaz bi pa rada, da tole izvedemo. Vse sem ji povedala, povezali bi se prek Zooma in potem bi predvajali posnetke. Kaj praviš? In je bila ful navdušena, je rekla, vse, kar rabiš, sam povej, bomo to naredili. In res v eni uri je kontaktirala vse vas medije in smo videli, da je pač zelo močna podpora bila.
Tako da res, brez nje sigurno ne bi pač uspeli narediti te budnice v takem obsegu, kakor smo jo. Kako pa sicer občani dojemajo in sprejemajo prvomajsko budnico? Tako bom rekla, pač v Krškem smo res zelo zgodnji, tako da le redko kdo si upa, da bi prišel recimo ob 4 ali pa ob 5 zjutraj na ulico pa nas pozdravil, nas pa spremljajo skozi okna. Velikokrat recimo v Starem Krškem predvsem, kjer so pač hiše majčkeno bližje, vidimo razne občane, kako nam mahajo ali ploskajo. Čeprav nas pa že takoj zgodaj jutri nas pozdravijo že na Papirniški ulici, tam imamo tudi ponovadi že ob 4 zjutraj imamo prvo kavo. Goran Šalamon nas vedno lepo postreže. Potem pa šele v Leskovcu pri Krškem, ko gremo k gospodu Komočarju, tam se majčkeno pokrepčamo tudi s kakšnim kratkim. Tako da ja, ob 6 smo pa že pri Vipapu. Potem, ko pa hodimo v bistvu v razne kraje, na Zdolah ali na gori, tam se pa že zbere malo več ljudi, ker tam smo pa že potem po 6 uri. In nas vedno zelo lepo sprejmejo, kamorkoli pridemo, vedno lepo jemo, pijemo, tako da ja, luštno je vedno. In koliko vaših članov je letos sodelovalo pri pripravi tega projekta? Tako prav, da smo se združili v klepet, ni nas moglo biti tudi kaj preveč veliko, zaradi tega, ker je pač le, da se nas majčkeno vidi. Mislim, da na koncu nas je bilo tam nekje 15 godbenikov, ki smo sodelovali pri tem, tako da ja, manj kot ponavadi na budnici, ampak. No, to je zagotovo bila neka nova izkušnja, česa podobnega v svoji dolgoletni zgodovini najbrž niste doživeli. Pa je bila budnica kdaj odpovedana? Mislim, da je bilo eno leto je bilo prekinjeno. Jaz se točno ne spomnim tega, ker mene še ni bilo takrat. Mislim, da je bilo v menjavi, ko smo se osamosvojili. Mislim, da je bilo nekaj takega, da je pač ena budnica odpadla. Ne, drugače pa vse od začetka obstoja orkestra, vsako leto hodimo in igramo. Letos nam je pa pač to zagodlo, drugo leto se pa spet vrnemo.